če kdaj, je bilo to zaupanje težko pričakovati na teh volitvah. Vodili smo vlado v zelo težkih razmerah, ko so se dosežki zdeli samoumevni, napake pa tako rekoč spodrsljaji brez potrebe. Kljub temu, ali pa morda prav zaradi tega, ker so ljudje razumeli, da smo se trudili po svojih najboljših močeh in da dosežki niso zanemarljivi, zlasti v luči pričakovanj problemov in težav, ki nas čakajo, so nam zaupali položaj v slovenski politiki, ki je zelo odgovoren. Osebno nisem pričakoval tako dobrega rezultata. Glede na kritike, glede na očitke, ki so bili izrečeni, si predvolilno kampanjo nisem upal pomisliti na tako podporo. Vendar smo jo dobili. In zato še enkrat z moje strani izrazi hvaležnosti tistim, ki so se tako odločili, in mi bomo storili vse, kar je v naši moči, da bomo še naprej imeli interese naših ljudi, vseh naših ljudi. Tistih, ki so nam zaupali, in tistih, ki so volili druge, da se bomo borili v skupno dobro. Moram vam reči, da sem spričo političnega zemljevida, ki se je danes izrisal, ravno tako zaskrbljen, kot sem bil pred 3 leti, samo iz drugih razlogov. Pred 3 leti sem nastopil pred vami kot verjetni mandatar in kasneje tudi postal predsednik vlade in sem se spomnil v tisti noči zavedal, da prihaja tsunami, gospodarska in socialna kriza, medtem ko se ljudje tega niso zavedali. Čez 3 leta se ljudje tega zavedajo, vendar pričakujejo, da bodo ukrepi, s katerimi se bo Slovenija izvlekla iz te krize, manj boleči, kot so bili tisti, ki sem jih predlagal jaz kot predsednik vlade in moje vlade. To pa se ne bo išlo.